Zdravo, Klemen. Živijo. Lepo pozdravljen na Non-Stopu. En tak dosti simpatičen opis tebe na tvojem Facebooku. Če to preleviva v siceršnje besede, kdo je Klemen? En normalen človek, reperček in drugač pa, tako kot vsi, pač človek te zemlje. 50 let, 2x25, 25 let od izide verjetno ene najpomembnejših hip-hop plošč v Sloveniji in 25 super matematična rešena zagonetka, 14.11., ko bo veliki koncert. Tvoj življenjepis s katano po Ljubljani, s pištolo na snemanje, bežanje pred policijo in tako naprej, kar si dostikrat opisal. A si ti pri 25 verjel ali pa pri 20, da jih boš 50 dočakal? Ne vem, niti nisem toliko študiral, pač bolj sem živel za tisto vsak dan v bistvu, ne, in to je v bistvu bilo to, nisem niti študiral, pač kaj pa kako, ne, bo naprej, ne. Ampak, glej, ko zdaj beremo o življenju v tedanji Ljubljani, se mi zdi, da se življenje strašno spremenilo. Berejo se kot zgodbice, to je bil pa sicer tvoj vsak dan, to je bila tvoja resničnost. Je bistvena razlika. Kako doživljaš to razliko med takrat in zdaj? Ja, ne vem, se mi zdi, prej smo bili tudi mi mlajši, ne, valjda, in se vse skupaj, ne vem, smo se veliko družili zunaj, na kakšnih takih placih, pač tam Partizan, pa to basket, pa tako da danes v bistvu tega niti ni več z naše strani tok, ne. Veliko mojih pač teh prijateljev v bistvu imajo družince in tako da je zdaj čist drug life, ne. Jaz pač sem še brez družince, ampak in ne postopam več to, ker nisem več tako potepuhne, kot včasih, ne, tako bom rekel. Ampak še vedno pa zaznavaš zgodbe, zaznavaš okolico, želiš biti povezan s Trnovim, z Ljubljano, z mestom, v katerem si doma. Tako je. Kako to dosežeš? Hodiš po mestu, se družiš z ljudmi, poslušaš zgodbe, si v stiku z mediji? Ja, z mediji zdaj zadnje cajte, ja. Zaradi koncerta? Ga bova iz različnih zornih kotov osvetlila. Pa vendarle, odkot, ne vem, zdiš se mi človek, ki se ne more izolirati od mesta, v katerem živi. Ja. Kako sobivaš z njim? Kako si se z njim zlil? Kako si se zlival pred 30, 20 leti? Kako je to danes pred spodobnih 50? Ja, v bistvu, se pravim, nismo nahodimo več na take place, kakor smo pač ponavadi. Imam pa, ne vem, tam moj prijatelj Slana ima lokalček na tele Ejprovi ulici, kjer se pa pač večkrat dobivamo tako noter, pa malo pa debatiramo in tako da se probamo približati temu druženju, ko smo včasih pač ga pogrešaš zdaj tiste čase 2000, ko je potem tudi Trnov style ven prišel, ko se z motorjem, sem čital, bral vozu v Radoveljcu v studio. Ja. Pogrešaš zdaj tiste, ne vem, svobodo, čase? Pogrešam, v bistvu takrat je bilo tudi manj teh vseh nekako obveznosti, pa tako da je vse skupaj, ne vem, bilo malo bolj lahkotno, se mi zdi, no, kakor danes, ne. Takrat je za marsikoga bilo presenečenje skupaj s Koširjem. Košir je bil en tistih, ki je bistveno pripomogel, Jure Košir, smučarska zvezda, ena največjih smučarskih zvezd v Sloveniji, pomagal s ploščami, nosil plošče spiska iz Združenih držav Amerike. Malo presenetljivo sodelovanje, na drugi strani morda še bolj nepričakovano z Bajago. Baraba. Ja, v bistvu... Kako je prišlo do tega? Ajde. Je tako, v bistvu jaz v Bajago takrat sploh niti nisem to vprašal ali pa karkoli, ne. Mislim, da smo kasneje pol njega kontaktirali. Je pa varianta bila, da jaz sem si nekako napisal Baraba, komad sem napisal in pa sem malo pogledal v bistvu kakšen bas linijo, pa to ima, rečemo, ta komad, pač 20. vek, kao od Bajage. In ne vem, in mi je čist dober sedel, tako dober mi je groovil kao na to besedilo, kakor sem ga jaz napisal. In pol je nekako to smo kar na ta komad naredili, s tem, da smo pol kasneje šele ne vem, sem jaz omenil mu, sorry, pač Bajaga, jaz sem pač, ker malo tvoj komad ukradil, pa to In reakcija? Pač, samo ti mali radi, kao je prijavil, tako da, kaj ne reče, Jack, no. Ko ti zdaj te svoje stare plošče poslušaš, a jih tako poslušaš kot svoj dnevnik, kakšni so občutki, ko se rolajo tvoje lastne plate? Bi še enkrat napisal isto? Ne vem, če bi zdaj še enkrat napisal isto, najbrž bi bilo kje spremenjeno ampak
Zdaj, kakšni so občutki, ne vem, to nekako pač vse, kar sem vmes doživel, v bistvu sem probal pač strniti gor, tako da pač se mi zdi vsaka plata eno svojo posebnost ali pa obdobje, v katerem sem bil, namreč pod katerim sem tudi pač vpliv, no, pač pisal, no. Ko govorimo o vplivu, zagotovo Cash Pitke je bila skladba, je bila pesem, ki je obrnila slovensko sceno na glavo. To se mi zdi... Ja, mogoče, gledajte, kaj ta pravim, nekam ta čas bil, ko se je to vse skupaj dogajalo in je mogoče pač glih zaradi tega pol... Ampak je postal aktualen, takrat in zdaj, morda še bolj. To je pa tudi res, tako da... Ko sem gledal ene stare posnetke, stopove posnetke pa intervjuje, sem te videl v Trnovem, do tebe pristopijo, bom rekel, najine starosti fotri. Ja. Včasih imajo mlade s sabo, a te otroci kdaj sprašujejo, kako pa, kaj pa, kje pa, zakaj. Kako to potem steče? Imaš kakšne nasvete za te, ki vstopajo, bom rekel, na to sceno, v to subkulturo? Ja, jaz v bistvu, ne vem, najbolj, kar jim rečem, je bod to, kar si, pač, ne vem, bod iskren do sebe, pač pa, ne vem, daj svojo domišljijo ven, lahko so to zgodbice, lahko so pač ali resnične, ali domišljijske, tako da pač neki deli, kar je tebi všečno. To je bolj ta glaven, zato ker delaš nekaj, kar ti je všeč, se mi zdi, da pol v bistvu toliko odpadaš, da tudi najbrž se približaš ljudem, v bistvu, ko to poslušajo. Tako da. Ti si snemal sicer plošče, ampak te kdaj prime, da bi napisal svoje spomine? V bistvu sem, ja, sej, če pišem komade, jih tudi napišem po eni strani, ampak je pa, ne vem, sem tudi že študiral, rečemo, da bi imel kakšno, mislim, da bi lahko izdal kakšno knjigo, ne, Klemnove nažganske zgodbe, ali pa kaj takega. Ne, tako da, ampak je pač ta knjiga bi bila pol napisana najbrž pol od mene, pol pa pač od ljudi, ker se pol stvari niti ne spomnim. Misliš, da so kakšne zgodbe, ki bi tako, mogoče, če zdaj, kot se temu stujko reče, brainstormala, ne, kaj bi bilo noter? Aha. Ja, najbrž od kome do ne vem, je komaj najbolj tak nekak prelomnica, no, ko se mi je zgodilo, v bistvu pa tudi takrat v bistvu pol, če nekaj nisem niti nehal piti, v bistvu sem še zmeri pil, tako da, ne vem, to je bila kar taka, ampak ne vem, jaz sem si vseeno vzel kot, ne vem, poškodba glave, se pravi, ko sem si rekel, da mogoče pa preveč sem v glav, ne. In sem res, sem se vmes zapazil, da v bistvu kar zvečer tudi skoraj nisem spal, kar nekaj sem skozi študiral v glavu, tako da za spoznanje se mi je zgleda pač to zgodilo, da mi je življenje rekel pač Klemen, da bi že ven iz te svoje glave, skozi not v glav, ne. Pa sem mogel pa še srčani infarkt doživeti, da v bistvu, da mi je življenje rekel pač, da probi malo več začutiti svojim srčkom pa to in ga vklopiti. Tako sem si jaz pač zdaj nekako to vzel, zdaj ne vem, sem to glih zadovoljivo odgovoril na vprašanje ali niti ne, ampak... Vrniva se na koncert, torej 14. novembra, Media Park, Media Center, Kaj se bo zgodilo? Ja, retrospektiva v bistvu mojih teh 3 plat, v bistvu s tem, da poudarek na pač prvi plošči, ker je prva plošča zdaj 25 let, ne, bo pa še malo, se pravim, še malo kaj presenečen, tako mogoče kaj niti niso še slišali od mene ali pa kaj tazga. Večinoma je pa kar razpotegnen čez vse te 3 plate, pač kakšne, s tem, da igrali mi bojo pač profesori, ne? Tako, ja. Tako je, ja. Prismojeni profesori bluza. Ja, sem rekel, jaz pa pač do, ne vem, ko bom starček, bom še zmeraj repel, pa to v tako da, čevo, pa zaenkrat.